Ja, lepo pozdravljeni. V Novi Sloveniji smo se odločili, da bomo danes vložili sklic nujne seje obeh parlamentarnih odborov, tako odbora za notranje zadeve kot odbora za zunanje zadeve. In sicer razlog, ko ste že slišali, je tudi zelo v javnosti pereča tema, pa je tako imenovani nadzor z mešanimi patruljami, policijskimi patruljami na naši zahodni meji z Italijo, ter zelo črne napovedi italijanskega notranjega ministra, gospoda Salvinija, v zvezi s tem, da lahko bomo nekoč, kaj kmalu, priča tudi ograji, zidu omenja na meji z Italijo. Prvič, v Novi Sloveniji ocenjujemo, da že sama ideja zunanjega ministra Cerarja o tem, da se vzpostavi tako imenovane mešane policijske patrulje, ocenjujemo, da to napačna poteza, da gre v bistvu za samo priznanje Republike Slovenije, da na svoji lastni južni meji, šengenski meji, ne obvladuje razmer. Nasprotno pa trdi gospod notranji minister, gospod Poklukar, pa trdi, da mi obvladujemo razmere. Torej, če obvladujemo razmere na južni meji, ne razumemo sporočila, zakaj so sploh potrebne mešane policijske patrulje na naši zahodni meji, če težave ni. To je tako, kot da bi branili svoj lasten gol na nasprotni strani gola, in bi bila mreža prazna, ali pa, če govorim v prispodobi, zapiramo vrata, da tat ne bi šel ven iz naše hiše, pustimo pa odprta vrata, da tat pride v hišo. Govorim res v prispodobi, ampak nekako tako gre ta odločitev naše vlade in zunanjega ministra. Zato pozivamo s to nujno sejo obeh odborov na eni strani, pozivamo k resnemu premisleku, če je to bila pametna poteza, kajti posledica te odločitve Vlade Republike Slovenije je tudi to, da ima na drugi strani notranji minister Italije Salvini vedno priročen razlog, glejte, mešane patrulje niso uspešne in potrebujemo zaradi tega varovanje te italijansko-slovenske meje. To pa za nas Primorce in tudi za Slovence zelo boleče. Če se nazaj spostavi kakšenkoli nadzor na zahodni meji, pride spet do tiste tragike delitve slovenskega narodnega ozemlja, Slovence na eni strani, na drugi strani meje. To mejo smo s takšnim zanosom in ponosom leta 2004 za vstopom Slovenije v Evropsko unijo podrli. Gre za enoten kulturni in gospodarski prostor in zaradi tega se pač zlasti sam kot Primorc prizadevam, da nikoli ne bi prišlo več do vzpostavitve takšnega nadzora, ko smo bili nekoč že priča. In napovedi skrajne desnice v Italiji so po mojem mnenju terjajo resen odgovor Vlade Republike Slovenije, da nikakor ne pristane na to, da se uresniči kakšnakoli gradnja ograje, zidu, mreže znotraj držav, znotraj šengenskega območja. Zato v Novi Sloveniji pač predlagamo resen pogovor v okviru državnega zbora, v okviru parlamenta, predlagamo tudi določene sklepe. Eden izmed sklepov je tudi ta, da si vlada na kakšnakoli načine začne prizadevati v večji meri, da se južna meja bolj utrdi, da jo bolj se jo varuje, tega, da nikoli, na primer, Italiji ne damo povoda v to, da gradi kakšnakoli umetne prepreke in vzpostavlja se spet to umetno tvorbo mejo na zahodni meji.